Verjetno je varno nekako predvidevati, da bo v letu 2025 na trgu še več podobne ponudbe, kot jo mogoče ponujaš tudi ti. In zdaj verjetno se ti pojavilo tudi vprašanje, ampak kako zdaj izstopiti iz konkurence, kaj narediti, kam usmeriti svoj čas in energijo za najboljše možne rezultate. In če je to tvoje vprašanje, potem si na pravem mestu. V tej epizodi bomo pogledali različne načine in kam je najboljše investirati svojo energijo in čas v letu 2025. Hej, dobrodošla v podjetniškem podcastu Legendarni, ki je namenjen vsem, ki želite svojim delom pustiti trajen pečat in ustvariti več kot le uspešen posel. Če se še pa ne poznava, moje ime je Maja in podjetnikom in podjetnicam pomagam pri gradnji brenda, vse od postavitev temeljev celostne grafične podobe, spletne strani, ki konvertira obiskovalce v stranke in rasti in razvoju brenda. Velikokrat se na podjetniški poti zgodi, da smo nekako ujeti v to, da želimo vse preizkusiti, skakati iz ene strategije v drugo tehniko ali drugo strategijo in ugotoviti, kaj je tisto najboljše, kar bi nam prineslo največje rezultate. In seveda, če zmeraj nekaj preizkušamo, potem je zelo nevarno, da zapademo v neko tako zanko razpršenosti, da vlagamo veliko energije, veliko časa, lahko tudi veliko denarja, pa potem ni nekih pravih rezultatov. Tako da v bistvu se ne pozna na našem bančnem računu, niti v naših na časovnici oziroma na našem koledarju, da bi imeli več prostega časa. Zato je verjetno ena izmed teh najbolj, perečih napak na tem področju je, da zmeraj nekaj preizkušamo, in nimamo pravega fokusa, kam zdaj usmeriti, tudi če še na začetku sploh ne pokažejo rezultati, ampak da smo vztrajni in da vztrajamo naprej. In zdaj, če zmeraj skačemo samo iz cvetke na cvetko, pa mogoče to preizkusimo, pa slišimo, da je tudi to deluje, pa da je tam dobro, in pravzaprav nimamo nekih velikih resursov, da bi imeli za sabo neko ekipo, torej da smo recimo sami za vse nekako zadolženi, potem lahko to seveda zgleda zelo, da ne vztrajamo dovolj pri eni zadevi, da bi se razcvetela, da bi prinašala rezultate in potem šli na drugo, ampak smo potem lahko zelo razpršeni. To pa seveda vodi lahko do tega, da izgubimo torej veliko časa, predvsem časa, ki je najbolj dragocen, sploh se mi zdi v današnjem svetu. Potem drugo, tudi običajno se nam ne pozna na bančnem računu, da bi bilo vsaj na bančnem računu potem veliko prilivov. Izgubljamo priložnosti, da pridobivamo nove stranke in seveda verjetno imamo občutek, lahko tudi taki občutek tiste nič se ne da, skoraj obupa, lahko tudi depresije, mogoče niti nimamo motivacije, ker ne vemo več, kaj narediti in tako naprej. In to so seveda posledice te, da nimamo pravega fokusa v svojem poslu. Zdaj, zakaj je to verjetno napaka, ni treba posebej poudarjati, Napaka, govorim v navednicah, ker jaz verjamem, da mogoče niso to ravno napake, ampak so neke izzive ali pa neke lekcije, ki jih mogoče v svojem poslu ali pa v življenju moramo sprejeti, osvojiti, kakorkoli temu rečemo. In zdaj, kaj pa verjamem, da si vsak izmed nas želi? Verjetno, če si na poslovni poti, si verjetno želiš, da se ti osvobodi čim več časa. Zakaj? Zaradi tega, da ga lahko potem investiraš ali nazaj v svoj posel, ali mogoče na kakšne druge aktivnosti. Skratka, verjetno, da nismo priklopljeni na svoj posel. Jaz pred leti, ko sem bila na začetku poti, se prav spomnim, da sem nekako imela občutek, da sem se priklenila na svoj posel in da zdaj, če si privoščim fraj vikend oziroma prost vikend, bo to zame pomenilo toliko manj zaslužka, kar pomeni, da ne vem, če bom na koncu meseca prišla čez. In seveda to nekako si verjetno ne želimo. Želimo si, da si lahko vzamemo proste vikende, da ne rabimo vsak dan delati, da imamo nekako avtomatsko
pridejo k nam stranke, da nas ljudje zmeraj znova spoznajo, da imamo torej avtomate, sisteme, ki nam to seveda v našem poslu tudi omogočajo, in verjetno si tudi vsak izmed nas želi, da imamo neke sisteme, ki potem tudi za nas delujejo in da imamo neko tudi svobodo, da če se nam zazdi, da bi pa nekaj preizkusili, da lahko da ni to življenjsko pomembno ali pa ne vem, da gre za ali bomo lahko preživeli prav za preživetje, ampak da se v poslu lahko zelo tudi igramo, da smo res tisti svobodni in tako naprej. In seveda, če razpršujemo svoje vire, je težko priti do te željene identitete, če temu tako rečemo. In seveda, če imamo to željeno identiteto, da imamo poštimane sisteme, ki nam prinašajo rezultate, ki nam prinašajo stranke, ki imamo torej zdaj več prostega časa in tako naprej, kaj to pomeni, da imamo več časa tudi za stvari, ki nas polnijo, in potem se ta začaran krog tudi združi, v pozitivno. Torej, če imamo več časa za to, da se napolnimo, to pomeni, da se bomo bolj napolnili, in to pomeni, da bomo v posel lahko še več sebe dajali oziroma še več pač dajali, ker dejstvo je, da če pride nekdo, ki je žejen do tebe, mu lažje v bistvu daš iz polnega kozarca vode pit, kot pa iz praznega, In enako je torej z našo energijo, več ko se je napolnimo, več je potem imamo in bolj se polnimo, spet se ta krog tako lepo zaokroži. Hitrejše imamo potem tudi rezultate in bolj konkretne običajno rezultate, ki nam prinašajo, ali je to denar, ali je to prepoznavnost, ali pač karkoli je naš rezultat, in seveda večji občutek lahko imamo potem nekega miru, nadzora, te kreativnosti in tako naprej. Predvsem pa imaš priložnost, da zgradiš res taki močen brand, ki raste na dolgi rok, Zdaj pa je seveda vprašanje, kaj pa je zdaj tisto, kar bo za nas delovalo in kaj ne, in zato sem želela s tabo podeliti, zdaj, če si z mano na YouTubeu, super, potem imaš še vizualni element, kjer bomo skupaj šli tudi čez te kriterije. Če poslušaš na katerem drugem kanalu, pa tudi ok, mogoče, če si želiš, lahko preklopiš na YouTube, da v tej epizodi vidiš še tudi vizualni element. In sicer, katere aktivnosti sem nekako zbrala, da bi jih pogledali, to so v bistvu sodelovanje, ali je to gostovanje na podcastih, sodelovanje s vplivneži, skupni projekti z drugimi projekti, skratka neka takšna ali drugačna sodelovanja. Potem osebna rast in poslovna strategija, torej, da se vzpostavi jasen cilj za leto 2025, da imaš kakšne mentorje, da delaš tudi na osebni rasti, da greš čez tiste mogoče osebne ovire, ki jih imamo in nas blokirajo, da potem ne moremo narediti tudi v poslu koraka naprej, kot je na primer nisem dovolj, ne morem si tega privoščiti, in tako naprej, ali pa si ne zaslužim in tako naprej. Vse to v bistvu nekako, po mojem mnenju, paše v osebno rast, ki je tudi zelo, zelo seveda pomembno, da vključimo v svoj posel, ker bolj kot odpravljamo te ovire, bolj tudi potem delamo na sebi in na svojem razvoju. Potem imamo email marketing, torej grajenje mailing liste, pošiljanje rednih e-novic, avtomatizacija email kampanje in tako naprej. Potem različni dogodki, to so lahko online ali offline dogodki, kot so organizacije webinarjev, gostovanje liveov, udeležba na konferencah in tako naprej. Potem sem vključila še družabna omrežja, verjetno za vse zelo aktualna. Ne vem, uporaba TikTok, potem LinkedIn in pa Pinterest in tako naprej, tudi Facebook, Instagram in tako naprej. Vsebinski marketing, kot je pisanje blogov, tudi pisanje vsebin za družabna omrežja, snemanje YouTube videov in tako naprej. Potem je plačljivo oglaševanje, torej oglasi, Facebook, Instagram oglasi, Google, Pinterest oglasi, pa tudi LinkedIn oglasi. Potem naslednja aktivnost je grajenje skupnosti, torej da ustvarjamo neko ali Facebook skupino ali Slack skupino, odgovarjamo na sporočila, mentorstvo, coaching in tako naprej. Potem je
aktivnost, ki mislim, da lahko prinese zelo dobre rezultate, je tudi SEO optimizacija spletne strani. To je v bistvu optimizacija torej za iskalnike, kot je Google. To pomeni, da bo se naša stran potem višje uvrščala med zadetki. Torej, optimizacija spletne strani, pisanje člankov, bloga, ki bo podprl našo SEO optimizacijo, uporaba tudi Google My Business, če še ne uporabljaš, definitivno priporočam, sploh če imaš fizično lokacijo. In pa zadnja aktivnost, katero bomo razvrstili, so pa prodajne strategije, kot so prodajni lijaki, različne ponudbe, cross-sell, upsell strategije in tako naprej. Po kategorijah, katerih bomo pa razvrščali, pa sem se odločila, da zberem 3. In sicer prva kategorija oziroma kriterij je vpliv na posel, torej kakšen vpliv ima posamezna aktivnost na posel, potem drugi kriterij, kako težko jo je implementirati, in pa tretja kriterij, ali gre to bolj za trend ali neko zimzeleno, torej evergreen zadevo, ki nam bo na dolgi rok prinašala rezultate. Tako, zdaj pa kar poglejmo. Zdaj, kot vidiš, so tukaj že postavljene aktivnosti in pa kriteriji, po katerih ocenjujemo. Jaz sem jih že razvrstila, zato da ne bomo šli predolgo. In sicer največji vpliv na posel, po mojem mnenju, ima osebna rast in pa poslovna strategija. Zaradi tega, ker bolj kot mi osebnostno rastemo, bolj kot gremo čez omejitve, bolj ko imamo neke jasne strategije, bolj se nam to seveda lahko povrača, tako da definitivno bi rekla, da največji vpliv na posel ima to, da torej delamo na sebi in pa tudi, da imamo mogoče kakšne mentorje, ki nam lahko pomagajo hitreje napredovati. Potem na drugo mesto, kot drugi vpliv najbolj močen, bi rekla, da so prodajne strategije, kot da si vzpostavimo v bistvu prodajne lijake, ki nam bodo potem prinašali nove stranke, da delamo na ponudbah, da delamo na tem, kako lahko že obstoječe ponudbe nadgradimo oziroma povečamo vrednost naše košarice. Torej, z enim kupcem zaslužimo več, brez manipulacije, brez kakšnega čudnih, ampak samo, da mu res damo dober deal ali pa dobro ponudbo. Potem naslednja, bi rekla, ki ima res dober vpliv lahko v našem poslu, je pa SEO optimizacija. SEO optimizacija je torej igra na dolgi rok in ima lahko zelo veliki vpliv, ker če imamo dobro optimizirano spletno stran in se bo na Google uvrščala torej višje med zadetki, to pomeni, da bomo v bistvu na dolgi rok, tudi če mi potem nič kaj en čas ne delamo ali pa si vzamemo dopust, ne bo to vplivalo na samo našo spletno stran oziroma vplivalo na naš posel, ker bodo avtomatsko v bistvu lahko bomo pridobivali stranke. Potem so sodelovanja. To so lahko pač različna sodelovanja z drugimi podjetniki, ki imajo mogoče isto občinstvo. To je v bistvu zelo hiter način, verjetno eden izmed najhitrejših, da pridemo torej pred novo občinstvo. Tako da tukaj definitivno po mojem mnenju se splača investirati svoj čas ali pa energijo oziroma fokus. Definitivno potem naslednja je email marketing. Email marketing se mi zdi zelo, zelo pomemben zaradi tega, ker je to edini kanal, verjetno, ki ga imamo, razen če še imaš mogoče kakšne SMS-e ali pa telefonske številke svojih strank in tako naprej, ki je res v naši lasti, ki ni vezan na to, kako bo Facebook ali pa Instagram se bo spremenil algoritem in ne bodo videli naših objav in tako naprej. Tako da pa tudi konverzija običajno na email marketingu je veliko višja kot recimo na družabnih omrežjih. Potem vsebinski marketing. Tukaj sem malo kolebala, sem ga razmišljala, ali bi ga dala višje, ampak recimo, če imamo SEO optimizacijo že visoko, je seveda tudi vsebinski marketing zelo pomemben. Torej, pisanje blogov. Zakaj jaz rada poudarjam, da je v bistvu to bolj pomembno kot to, da pišemo samo vsebine za družabna omrežja. Družabna omrežja so super, ne narobe razumeti, ampak pisanje bloga je v bistvu ima daljšo življenjsko dobo, ali pa če posnamemo video in tako naprej in to damo na našo spletno stran, ima daljšo življenjsko dobo, torej je zmeraj na voljo, sploh če je to vsebina, ki je neka zimzelena oziroma aktualna. Medtem ko če damo neko objavo samo na družabno omrežje, vemo vsi,
ali se bo prikazovala mogoče en dan, a ne, potem pa že izgubi svojo moč. Tako da, kam zdaj nasmeriti več fokusa, jaz mislim, da je boljše na to, kar nam bo dlje časa potem tudi prinašalo stranke, čeprav te vsebine lahko seveda tudi uporabimo za vsebine na družabnih omrežjih, tako da imamo res tako win-win zmagovalno kombinacijo. Vpliv na posel bi potem rekla, da imajo tudi dogodki, a ne. Zdaj, seveda, lahko bi dala jih tudi višje, mogoče, ampak nekako sem jih razvrstila sem. Zakaj? Zaradi tega, ker je za dogodki tudi, a ne, je odvisno, kakšen je, jih je treba organizirati in lahko imajo sicer super vpliv na posel, ampak se mi zdi, da so druge zadeve nekako še bolj pomembne, da imamo tam fokus. Družbena omrežja oziroma družabna omrežja, torej so naslednja, kar bi jaz imela velik fokus. To ne pomeni, da je katero slabo in da nimamo sploh fokusa, tukaj je samo koliko energije in časa bi jaz osebno mislim tudi v svojem poslu nameniti čemu, a ne. Torej, družabna omrežja, seveda je fajn, da smo prisotni, da smo ažurni in tako naprej, ampak mogoče ni glavni fokus. Potem pa seveda je plačljivo oglaševanje, je lahko zelo, zelo učinkovito, če seveda imamo prave oglase, prave strategije in tako naprej, ampak po mojem mnenju je, če gledamo za vpliv na naš posel, a ne, če bi imeli fokus samo na plačljivo oglaševanje, je to lahko precej draga zadeva, ker se mi zdi, da lahko na drugačne načine pridemo hitreje do novih strank. Definitivno pa ga je fajn tudi vključiti in če v tvojem poslu se mogoče drugače izkaže, pa je zelo uspešno plačljivo oglaševanje, je lahko seveda pri tebi tudi višje, ne? Tako da komot lahko te aktivnosti lahko jih tudi spremeniš in pa potem razvrstiš čisto po svoje. Potem pa seveda grajenje skupnosti, ne narobe razumeti, imeti skupnost in to je čudovito, ampak vpliv na naš posel pri grajenju skupnosti mogoče nima tako zelo velikega. Ok, zdaj pa poglejmo še težavnost implementacije. Torej, če pogledamo zdaj težavnost implementacije, od tega, kaj je najbolj težko implementirati, pa do tega, kaj je najlažje, pa dajmo zdaj začeti pri tem, kar jaz mislim, da je torej najtežje. Najtežje bi jaz rekla, da je osebna rast pa poslovna strategija. Zakaj? Enostavno zaradi tega, ker pač to, da mogoče pri sebi nekaj spremenimo, je lahko za velikokrat najtežje, ne. Tako da, definitivno pa ni nujno, odvisno tudi, kako vzamemo, ampak recimo, če to uvrstimo nekako v zgornji fokus, potem imamo drugo, najtežje je grajenje skupnosti, zaradi tega, ker vzame res veliko, veliko časa. Mogoče bi to dvoje celo zamenjala, da v bistvu grajenje skupnosti je res zelo težko, ker moramo veliko testirati, moramo veliko objavljati, moramo veliko delati na to, da pridemo pred novo občinstvo. Potem dogodki, seveda organizacija nekega dogodka online ali offline je seveda velika razlika, ampak recimo, da bi tudi rekla, da spadajo med te, ki jih je malo težje implementirati, ne pomeni to, da je nemogoče ali karkoli, samo mogoče, če jih moramo že razvrstiti, da bi ga dala tukaj nekje na to mesto. Potem prodajne strategije, kot so lijaki, ne, seveda tukaj rabimo tudi nekaj znanja, nekaj načrtovanja, pa tehnično potem to izvesti. Potem bi rekla, da je težavnost implementacije plačljivo oglaševanje. Zdaj, seveda samega oglasa pri težavnosti mogoče ni tako zelo težko narediti oglasa, kot potem optimizirati, da res deluje pravilno, a ne, pa nastaviti vse komponente, kar je pomembno. Potem SEO optimizacija, tukaj bi omenila samo to, da v bistvu, ko enkrat razumemo SEO optimizacijo, potem ta težavnost implementacije niti ni več tako zahtevna. Ok? Potem bi rekla, da so sodelovanja, so lahko ful taki luštni pogovori, a ne, ki se sklenejo čisto ob kavici in so lahko hitro narejena neka sodelovanja. Potem email marketing, a ne, glede na to, da že verjetno vsi uporabljamo e-maile za pisanje, smo že precej zverzirani, tako da potem v bistvu samo je še treba izpiliti kakšne te avtomatske kampanje,
ki bi lahko bile mogoče malo težavne, ampak napisati e-mail, mislim pa, da nikomur izmed nas ni več težavnost. Potem se v bistvu samo še pili sama vsebina, sami subject oziroma naslov, a ne, da potem ljudje kliknejo in tako naprej. Potem bi rekla vsebinski marketing. Če si strokovnjak pa strokovnjakinja na tvojem področju, potem verjetno vsebine iz tebe bolj ali manj kar nekako recimo, da grejo iz tebe, a ne, verjetno sama vsebino ni težko pripraviti oziroma je sprocesirati. Mogoče je težavnost, da jo potem objaviš na blogu, ampak tudi to mislim, da gre. Družabna omrežja pa glede na to, kako zelo pogosto si jih uporabljamo, mislim, da so ena izmed tistih najlažjih implementacij, ker lahko že samo na telefonu, a ne, napišemo objavo in je to to. Tako, zdaj pa poglejmo še zadnji kriterij. Ali je to aktivnost bolj v trendu, torej nekaj trendi, ali je bolj nekaj zimzelenega evergreen, kar se splača vlagati na dolgi rok. Jaz sem razvrstila pri enki so torej tiste najbolj trendi v tiste najbolj evergreen. Družabna omrežja so verjetno najbolj trendi, a ne, ker pač tu pa tam torej pride TikTok, pa pride ono omrežje, pa pride tisto omrežje, pa pridejo te zadeve, pa tako. Tako da tukaj bi rekla, da je najbolj trendi oziroma je nekako tudi potrebno skozi spremljati oziroma skozi tudi spreminjati zadeve, gledati, kaj se spreminja, a ne, ni tako, da enkrat objave napišemo in potem jih lahko zmeraj objavimo, pa so zmeraj iste aktualne, a ne, tako da tukaj bi v tem stilu bi rekla, da tukaj je treba res spremljati trend, spremljati, kaj se dogaja, da smo potem v trendu. Potem bi rekla tudi plačljivo oglaševanje, a ne, ker se zelo tudi spreminja, včasih nekaj bolj deluje, včasih neka kampanja bolj deluje in tako naprej. Potem so mogoče tudi sodelovanja v obliki različnih načinov sodelovanj, a ne, imamo ali podcaste, včasih so bili videi, včasih so bili intervjuji, in tako naprej, a ne, in vedno prihajajo kakšne nove zadeve. Potem so dogodki seveda so spet online, offline lahko neki zabavni, torej se spreminjajo način dogodkov, ampak so nekako okvir, pa bi rekla, da so že mogoče bolj ali manj imajo postavljen, se pa tudi še v trendu nekako spreminjajo čez čas. Potem je vsebinski marketing, seveda tudi pri vsebinskem marketingu so neki delčki, ki se spreminjajo, a ne, kako napisati katero vsebino, da bo bolj konvertirala in tako naprej, ampak načeloma nekako sama vsebina pa ostaja zelo taka evergreen, a ne, torej če pišemo o nečem, je verjetno aktualno zdaj ali pa naslednjič, razen če res nekaj pišemo, kar je časovno omejeno ali pa kaj takšnega. Potem prodajne strategije so bolj ali manj evergreen, prodajni lijaki so bolj ali manj, seveda se še spreminjajo, ampak imajo nekako bolj daljšo, če tako rečem, življenjsko dobo, a ne. Če pogledamo recimo akcije, popusti, je bilo že pred toliko pa toliko leti, pa še zdaj zmeraj torej delujejo, a ne. Lahko so mogoče predstavljene na različne načine. E-mail marketing je bolj ali manj, seveda ima tudi včasih kakšno, zdaj pa bolj deluje neka tehnika, neka taktika in tako naprej, ampak bolj ali manj gre za napisan e-mail. Potem grajenje skupnosti, a ne, je bolj ali manj nekaj, kar je skupno, kar imajo, torej, kako bi rekla, je bolj evergreen, a ne. Skupnost običajno nastaja zaradi nekih podobnih prepričanj, zaradi nekih podobnih mnenj in tako naprej in tukaj pač potem se gradi ta skupnost, so nekako ta načela ostajajo bolj ali manj evergreen. In pa seveda osebna rast in pa poslovne strategije. Strategije se seveda spreminjajo, definitivno pa se mi zdi, da osebna rast, če se zdaj recimo naučimo, da smo dovolj vredni, da znamo reči ne, nam bo to služilo do konca življenja in verjetno ne bo prišel trend, ki bo pa pač to ne bo v trendu, ali kako bi rekla, ne. Tako da te osebne prepreke, ki jih imamo, pa so definitivno nam lahko služijo za celo življenje. Tako, zdaj pa če pogledamo torej, kaj nam te kategorije govorijo o tem, kam bi bilo najbolj investirati čas v naslednjem letu, je največ točk sta recimo dobila e-mail marketing.
glede na vse komponente, a ne, tudi če nista bila čisto na vrhu, pa ni bil čisto na vrhu ali pa čisto na dnu, pri nobenem kriteriju vidiš, da nekako ima skupaj največ točk in je email marketing res tisto, kar bi bilo verjetno fajn nameriti več pozornosti. Potem na prvem mestu si delita prvo mesto tudi osebna rast in pa poslovna strategija. Potem pa sledi SEO optimizacija prodajne strategije na drugem mestu in pa potem na tretjem nekako vsebinski marketing, sledijo pa potem sodelovanja, družabna omrežja, dogodki, grajenje skupnosti in pa plačljivo oglaševanje. Evo, tako da upam, da ti je bilo to koristno, da ti nekako pomaga pri tem, da ti da mogoče kakšno jasnost ali pa idejo, kam usmeriti svojo energijo v poslu v naslednjem letu. Bom pa ful vesela, če spodaj v komentarju zapišeš ali pa če mi odpišeš na mail ali pa na družabnih omrežjih podeliš, kam bo v naslednjem letu tvoj fokus in kaj misliš, da ti bo prineslo najboljše rezultate. Če pa narediš te kriterije in ocene za svoj brand, za svoj posel, pa lahko tudi podeliš, kaj so tiste prve točke, ki se ti zdijo najbolj uspešne za tvoj brand. Tako da, hvala ti za tvojo pozornost in se slišimo kmalu. Hvala za tvoj čas in pozornost. Če ti je bila epizoda všeč, te vabim, da se naročiš na podcast na najljubši aplikaciji, kjer poslušaš podcaste in tako ne zamudiš naslednje epizode. Vesela bom tudi povratne informacije, kako ti je bila epizoda všeč in česa si želiš več. Hvala ti in naredi si čudovit dan.